prišli v Atene, se pa Atene od vseh ostalih mest na najini poti razlikujejo po dveh stvarih. Prva je, da je toliko stvari za videti, ko smo včeraj googlala, da bi lahko bila tukaj po moje en teden, ker pač izgledajo vse zanimive in lepe stvari, ampak žal ne bomo mogli vsega videti. Ja, pa nažalost druga stvar, po katerem se razlikuje, nam pa ni preveč všeč, da bo žal mogla šnov pustiti v kemperju, ker grejo v to atensko Akropolo, kjer so full templo in vsi niso dovoljeni. Je pa tako daleč stran od parkinga, da ne bi mogla ni pustiti pa iti nazaj iskat. Tako da bo mogla žal počakati. Ja. Najbrž bo čist čuden hoditi brez nje naokrog, ampak bo pa vsaj kemper varen, če je drugega. Si jo gledala Atene, ful so nama bile všeč, predvsem Akropola, no, odkudar je ful lep razgled na celo mesto, pa vsi te stari templi, pa teater, tako res pač svašta, da so uspeli to narediti toliko let nazaj. Poleg tega pa smo šla čez še par znanih četrti, pa en trg sva si jo gledala, pa eno cerkev. Ker veliko stvari so videla, pa v bistvu sem imela še malo več naplaniranih, da bi šli pogledati, ampak glede na to, da ne več novka čakala v kemperju, pa da smo že itek 10 km prehodila, mislim, da nas je skupaj na 5 ur ni bilo, sva rekla, da boljš, da greva nazaj, pa da ne bo toliko časa čakala, pa še kaj za drugič pustiva. Me je pa sicer presenetilo, da je kar zelo živahno mesto, tudi zdaj v koronsko-zimskem času so vsi štanti odprti, vse normalno prodajajo, tako da so lahko vse prevohljala, kakšne drobnarije prodajajo. Tako da ja, so nama bile Atene res kar všeč. Ja, kar priporočala. V 3 mesecih so uspela nafilati končno vse 3 bombe, tako da zdaj imamo spet za 2 meseca mir. Se voza proti Korinskem prekopu, ki so ga v bistvu zgradili zato, da ladje ne bi rabile iz zahodne strani Peloponeza iti okrog do Aten, ampak zelo grejo čez.
in skrajša za 700 km pot. Tako da, kaj več o tem bova povedala bolj kasneje, ko si ga bova ogledala. Ker sem si ogledala Korinski prekop, ki je res impresiven in velik. Sicer je dolg nekaj čez 6300 metrov, globok v vodi je 8 metrov, stene se sicer dvigujejo 90 metrov nad morjem in so praktično navpične, pod kotom 80 stopinj stojijo, tako da na vrhu je pač malo širši, malo čez 24 metrov, pri gladini je pa nekaj čez 21 metrov širok. Res je ogromen. Drugače so pa hoteli že v antičnih časih ga zgraditi, Periander ga je hotel v 7. stoletju pred našim štetjem, ampak je ugotovil, da je to pač predrago, zato je rajš naredil kopensko pot. Potem je pa en filozof, kasneje, že v času Julija Cezarja, rekel, da kdorkoli ga bo hotel zgraditi, da bo umorjen oziroma da bo umrl nasilne smrti. In to se je res zgodilo. Julij Cezar je umrl, je hotel ga zgraditi, ampak je umrl že preden ga je začel graditi. In potem sta bila še Caligula in pa Neron in oba sta res tudi umrla nasilne smrti, tako da v tistih časih pol ni bil zgrajen nikoli. Zatem je sicer še veliko ljudi imeli namen ga nekaj graditi, pa nobeno to ni uspel. Sploh je do te ideje prišlo potem leta 1830, ko se je Grčija osamosvojila od Otomanskega imperija, ampak takrat enostavno kot nova država niso imeli dovolj denarja, da bi to izvedeli. Potem 1869, ko so gradili Sueški prekop, so tudi tle spet imeli idejo, da bi še tega prekopali, ampak je neka francoska družba, ki bi naj to delala, je zmanjkalo denarja in je propadla. Potem 1882 so ga pa zares začeli graditi, ampak so spet imeli finančne težave in jim je vmes zmanjkalo denarja. Tako da so rabili kar nekaj časa, 11 let, da so ga zgradili in potem 93. leta je bil dejansko dokončan. Ja, bil je dokončan, ampak v bistvu nikoli ni zaživel tako, kar so si želeli, nikoli ni imel toliko velikega gospodarskega pomena, kakor so predvidevali, ker ima kar nekaj problemov. En izmed njih je bila predvsem to, da je na eni strani in na drugi strani je različno plimovanje in pol se zelo močni tokovi noter naredijo in ni glih ugodno za plovbo. Potem kaj še? Tudi veter nastaja zelo močen tukaj, ker so tako visoke stene. Poleg tega je pač zelo, zelo ozek. In da se te stene so iz apnenca in se zelo krušijo in s tem, da ko ladje grejo čez, še bolj to uničujejo in se še bolj vse skupaj podira. Tako da trenutno je zaprt, čez njega ne vozijo ladje, nasplošno pa tudi nima nekega zelo gospodarskega namena več, bolj turistične ladje čez vozijo, zato ker pač so novodobne ladje prevelike, da bi lahko sploh čez prišle. Trenutno pa zaprt, ker ga obnavljajo neki, ne? Ja. Neki te stene spet, ker se toliko podirajo, ga obnavljajo. Tako da ja, nisva videla tako nobene ladje, ampak je pa kar zanimivo stati gor na mostu. Res je globok. Nastja je imela popoldne veliko dela, je pisala, tako da nam je malo časa zmanjkalo za vlog, sva se zdaj šele zvečer spomnila, da ga je treba še objaviti. Ona je zdaj že tlele v postli, pa France gleda, tako da zdaj bo pa še vlog, zdaj so se že ugasnili France, zdaj bo še vlog do konca zrihtala, zdaj bo pa te čez šnof vam pelo.
Tako da to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.